V okviru čezmejnega sodelovanja programa Interreg Slovenija-Madžarska je bil že 10 let zapored organiziran Dan evropskega sodelovanja, ki ga je organiziral pristojni organ, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Dogodek se je odvijal na 2 lokacijah, v raziskovalno-izobraževalnem središču Dvorec Rakičan in v Expanu v Murski Soboti, kjer so partnerji projektov predstavili projektne rezultate in pomen čezmejnega sodelovanja. Programi Interreg so namenjeni v bistvu čezmejnemu sodelovanju v različnih oblikah, od čezmejnega sodelovanja do internacionalnega, interregionalnega sodelovanja in dejansko v prvi vrsti zagotavljajo za to, da se ljudje malo povezujejo. V drugi vrsti pa zagotavljajo rešitve na neke probleme, ki jih čezmejno območje ima, oziroma neka regija, funkcionalna regija ima določene probleme in te probleme mi tudi rešujemo. Seveda jih rešujemo skozi pomoč partnerjev, ki prijavijo svoje projekte, mi jih pa ocenimo in na koncu dejansko podpremo s temi evropskimi sredstvi. Čezmejno sodelovanje prinaša vsekakor pozitivne rezultate. Učimo se od sosedov, se pravi, tako Slovenci kot Madžari v primeru slovensko-madžarskega programa se učimo eden od drugega. Eni smo bolj razviti mogoče na področju krožne ekonomije, drugi smo bolj razviti mogoče na področju kmetijstva in seveda potem poskušamo poiskati tiste projekte, ki naslavljajo neko skupno težavo in jo potem probamo rešiti. Ne vem, trenutno je najbolj aktualen problem turističnega pogleda. Veste, v okviru teh epidemioloških razmer smo bili dosti dolgo zaprti in seveda obujanje turizma to definitivno pomaga, če čezmejno sodelujemo skupaj in vemo, da prihajajo, se pravi, sosedje k nam. Vsi ogledajo neke naše tradicionalne vrednote, kulturne znamenitosti. Nenazadnje tudi z vidika projektov se obnovi kakšna stvar, ki bi bila pozabljena. Po drugi strani pa tudi prehajamo oziroma podiramo na nek način te meje, da razvijamo svojo kulturo tudi na čezmejnem področju ali pa še celo malenkost del od meje. Koncept projekta Horse-Based Tourism je nastal kot plod sodelovanja partnerskih organizacij iz Slovenije, tako imenovanih Zavod Nazaj na konja in raziskovalno-izobraževalnega središča Dvorec Rakičan in Madžarske, Helicon Palace muzej, Fakulteta Georgikon Univerze Panon, ki že vrsto let delujeta na področju konjeništva in turizma. Namen in cilj našega projekta je bil vzpostaviti čezmejne kočijaške ture na madžarski regiji in slovenski pomurski regiji ter oblikovanje integralnega turističnega produkta, ki temelji na inovativnih pristopih, se pravi vožnjah z novimi kočijami. V teku trajanja projekta smo oblikovali 3 nove kočije. Vzpostavili smo glamping park pri vodilnemu partnerju Zavod Nazaj na konja. V Dvorcu Rakičan pa smo vzpostavili razstavno-doživljajski kočijaški center, v katerem tudi deluje naš kočijaški muzej, kjer so na ogled kočije, vrti se tudi kratek dokumentarni film. Tako da to so ti osrednji rezultati, ki potem pripomorejo k povezovanju čezmejne regije in zviševanju nočitev v regiji. Projekt Horse-Based Tourism je podprt strani Evropske unije in je sofinanciran strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja. Raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan se je v minulih letih v lokalnem okolju in širše uveljavilo kot ena osrednjih institucij na področju inovativnih in sodelovalnih pristopov k ohranjanju dediščine dvorca s parkom. V okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska je nastal med drugim tudi projekt z naslovom Back in the Day, katerega projektna partnerja sta RIS Dvorec Rakičan in Göcseji muzeum. Projekt Back in the Day je v bistvu projekt postavitve sodelovanja z Göcseji muzejem in prvi koraki k uresničitvi naše dolgoročne vizije vzpostavitve muzeja na prostem. Mi si želimo v okolici Dvorca Rakičan vzpostaviti muzej na prostem in naš partner iz Göcseji muzeja je bil odličen v tem, da nam predstavi, kaj vse je potrebno narediti, da lahko takšen muzej ustanovimo in kateri vsi koraki so potrebni
da se to vzpostavi. Obenem pa smo se veliko naučili od njih na področju upravljanja z muzeji. Naš partner na drugi strani meje, se pravi Goethe muzej iz Madžarske, iz Zalaegerszega, je pa seveda od nas pridobil izkušnje, predvsem iz področja promocije, marketinga, trženja, kjer smo pa mogoče mi kakšen korak naprej. Preostali del predstavitve projektov se je nadaljeval v Expanu v Murski Soboti, na katerega so udeleženci dogodka pripotovali s kočijo 21. stoletja, ki je rezultat projekta Horse-Based Tourism. Prijetni okolici Expana so predstavili še preostale rezultate projektov. Green Line je prav tako čezmejni projekt v Sloveniji in na Madžarskem, ki je financiran strani Evropske unije. Več o ciljih in rezultatih projekta nam je povedal direktor lokalne energetske agencije Pomurje in projektni partner tega projekta Bojan Vogrinčič. Namen našega projekta je bil ukrepiti zmogljivosti javnih organov, se pravi občin, tistih, ki vodijo javne institucije, predvsem na temelju izmenjave znanja, izkušenj in priprave novih orodij za uspešnejše načrtovanje, se pravi strateško planiranje pri izvedbi različnih aktivnosti v okviru sanacija objektov, kjer javne institucije delujejo, kot tudi samega vzdrževanja objektov. Najpomembnejši rezultat tega projekta je povečanje znanja. Povečanje zavedanja teh, ki delajo v javnih organizacijah, kot tudi rezultat, ki smo ga pripravili v okviru projekta, to je 3D model vodonosnika, geotermalnega vodonosnika, s katerim lahko na nazoren način predstavimo, kje je potencial in kje ni potencijala in s tem prisilimo, animiramo tiste za izgradnjo različnih sistemov na geotermalno energijo ali pa tistim, kjer ni potencijala, pač na nazoren način prikažemo, da nima smisla delati na tistem območju. Glavna tema projekta Dual Transfer je poklicno dualno izobraževanje in vajeništvo. Vodilni partner tega projekta je Pomurska gospodarska zbornica. Glavni cilj projekta je v bistvu promocija vajeništva in sicer si želimo prenesti dobre prakse madžarskega dualnega sistema v naš vajeniški sistem. Ukvarjamo se predvsem z promocijo vajeništva, sodelujemo z 38 osnovnimi šolami v Pomurju in tudi z srednjimi šolami, tako da pripravljamo različne aktivnosti od delavnic, okroglih miz, ekskurzij, ogled dobrih praks, tako da predvsem je namen promocija vajeništva. V Expanu je bil predstavljen še projekt Green Rek, katerega vodilni partner je Razvojni center Murska Sobota. Dogodek se je zaključil s povratnim popotovanjem kočije v raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan.